Pozdravljeni. Na vrsto je že prišla velika nagrada Madžarske in tudi tokrat, kot običajno, si bomo v uvodnem prispevku pogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi pričele. Tudi današnji uvodni prispevek k veliki nagradi Madžarske bo razdeljen na običajne tri dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo in tokrat tudi aktualno dirko iz preteklosti. V drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Hungaroringu. V tretjem in zadnjem bomo pa še nekaj minut porabili, kot običajno, za vremensko napoved. In zakaj trdim, da tokratni izbor glede dirke iz preteklosti je izjemno aktualen? Ker se bomo vrnili v sezono 2015. Ker smo imeli podobno situacijo kot tisto, ki jo spremljamo letos. Res takrat ni prevladoval Red Bull, temveč Mercedes. In po drugi strani Sebastianu Vettlu je s Ferrarijem do velike nagrade Madžarske že uspelo zmagati eno dirko. A ne moremo mimo dejstva, da je bil takrat Mercedes tako dominanten, da ga je malo kdo sploh ogrožal. In če smo v sezoni 2014 tu videli zmago Daniela Ricciarda z Red Bullom, v naslednjem letu je seveda opozoril nas, ampak ne v tistem pozitivnem smislu. In verjamem, da v sezoni 2023 marsikdo izmed vas že čaka, da se bo spremenilo kaj tam na vrhu. In morda prav na veliki nagradi Madžarske, podobno kot v sezoni 2015. Na samem začetku vikenda smo videli na kvalifikacijah, da sta bila oba Mercedesa dobesedno prehitra. Zasedla sta prvo štartno vrsto. Lewis Hamilton in poleg njega Nico Rosberg sta tako obetala zopet še eno, v navednicah, dolgočasno dirko. A zapletati se je začelo že na samem štartu. Namreč ne Hamilton in ne Rosberg se nista pognala preveč spretno. Namreč oba Ferrarija sta prevzela pobudo in kar naenkrat se znašla na prvem in drugem mestu. In to je pomenilo, da za oba Mercedesa se je začel boj, seveda s tistimi, ki so bili v teoriji počasnejši. In na progi na Madžarskem je seveda izjemno pogosto, da se v medsebojnem boju vozila dotaknejo, da pride do poškodb, da pride seveda do nepredvidenih postankov v samih boksih. In treba je omeniti, da na primer Daniel Ricciardo je tako pomagal in Nico Rosbergu kot tudi Lewisu Hamiltonu, da kljub premoči, kljub izjemno višji hitrosti, ki jo je imel Mercedes, nista mogla biti tam spredaj. In seveda na koncu smo lahko opazili, da pravzaprav ne Hamilton in ne Rosberg sploh nista bila na zmagovalnem odru, čeprav sta dirko končala. Seveda znano je tudi to, da na progi v Hungaroringu je prehitevanje težko, ko se znajdeš enkrat v gneči, tam tudi ostaneš. Zato tu seveda ne moremo mimo dejstva, da je zasluženo zmagal Sebastian Vettel. Znal je izkoristiti vse priložnosti, ki so se mu ponudile, in malo je manjkalo, da Ferrari ne bi slavil dvojne zmage tu na Madžarskem. In tu še neka zanimivost. Pri skuderiji iz Maranella so leta 2015 zmagali prvič po sezoni 2004. A ni še konec. Daniela Ricciarda smo videli na najnižji stopnički zmagovalnega odra. In seveda ni bil to rezultat, ki ga je pričakoval, in zopet je pokazal, da v njegovi karieri je bilo precej nihanj.
Kajti pred njim je na drugem mestu dirko končal Danil Kvyat. Tisti voznik, ki ga mnogi izmed navdušencev ljubkovalno imenujejo torpedo. In Danil Kvyat po tej dirki za veliko nagrado Madžarske je dejal, da do tistega trenutka pravzaprav ni vedel, kaj pomeni boriti se do konca, upati zmeraj na najbolje. Namreč prav v zadnjih krogih se je zgodilo kar nekaj pripetljajev, ki ga je pripeljalo v njegovi karieri najviše. In že če sem omenil Kvyata in seveda Ricciarda, bi rad poudaril še nekaj. V sezoni 2015 je bil Rus na koncu bistveno boljši od Avstralca, kar seveda v naslednji sezoni se ni ponovilo. Danil je bil pred veliko nagrado Španije zamenjan z Maxom Verstappenom in zgodba nam je znana. A kljub vsemu velika nagrada Madžarske je zopet neka priložnost, da na vrhu bomo videli spremembe, seveda ob ugodnem spletu okoliščin, zopet na štartnem razporedu Daniel Ricciardo, ki je na poti nekako navzgor, ampak dokazati se bo moral, da je bil tak, kot naprimer leta 2014 in ne toliko kot oni, ki smo ga gledali 2015. A verjetno sedaj marsikoga izmed vas zanima, kaj je novega glede same proge v Hungaroringu, glede samih lastnosti. In tu o kakšnih novitetah ne moremo govoriti. Je tista postavitev, ki nam je znana od zmeraj 14 ovinkov z eno posebnostjo, ampak imamo tudi ovinek 1A, ki se ne šteje v skupni seštevek, in dolžina kroga 4381 metrov. Ena sama cona DRS-a, seveda na štartno-ciljni ravnini, kjer je daljnega leta 1986 Nelson Piquet v bistvu dokazal, kako se da prehitevati. A to so tiste zgodbe, katere so marsikomu rahlo nadležne, rahlo dolgočasne. Kar se tiče samih lastnosti, je najbolje, da si ogledamo tisto tabelo, ki jo zmeraj pripravijo pri Pireliju. In če pogledamo same lastnosti proge, bomo videli, da so le-te v povprečju okrog 3. Le pri pospeševanju, torej traction, ima vrednost 4 in seveda abrazivnost samega asfaltne površine je tam okrog 2. Ker je proga sorazmerno počasna, je potrebno imeti kar nekaj oprijema skozi tiste ozke ovinke, zato je edina vrednost, ki res izstopa, tisti aerodinamični oprijem, ki je tu na podobnem nivoju kot naprimer na veliki nagradi Monaka. In sedaj bomo prišli do izbora samih pneumatik C3, C4 in C5. Nekaj, kar si velja zapomniti, ker lani tu so ekipe Formule 1 uporabljale trši izbor C2, C3 in C4. Torej, če boste gledali, kaj se je pravzaprav dogajalo lani, morate biti pozorni tudi, da pneumatika soft, ki je bila lani tu prisotna, ni enaka letošnji pneumatiki soft, temveč pneumatiki medium. A seveda o tem vas bom spomnil še pri nadaljnjih prispevkih, posebej takrat v zadnjem briefingu, ko bomo govorili o možnih strategijah. Kar se tiče tlaka, je ta nekje normalen. Na prednjem paru koles vidimo 22 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa 19 funtov na kvadratni palec. In če pogledamo še tisto drugo vrednost, torej previsni kot, bomo takoj ugotovili, kar je tudi zopet nekako logično, da na progi v Hungaroringu so vrednosti višje kot običajno. Namreč na prednji osi 3,5 stopinje, na zadnji osi pa 2 stopinji. In to nam seveda pove, da na tej progi je obračanje samega bolida
bistveno pomembnejše od vsega drugega, da se bomo bolje razumeli. Za maketo Red Bulla RB12 bom poizkušal ponazoriti, zakaj je to tako bistveno. Namreč v samem ovinku je treba iti ostro, brez spodrsavanja v cel tisti lok, zaradi česar se potrebuje ta previsni kot, kjer pnevmatike so obrnjene z vrhovi ena proti drugi in prav na zadnjem paru koles je pomembno, da seveda se bolid obrne po krožnici in ne zdrsne. Seveda, malce sem pretiraval, ampak tako, da bodo zadeve malček bolj razumljive. A poglejmo še vremensko napoved, ki je, kot običajno, zanimiva. V petek je napoved neviht. Temperature, kar se tiče zraka, bodo med 19 in 26 stopinj Celzija. Približno 80% je možnosti, da bo deževalo, in predvsem vročinske nevihte bi znale ohladiti asfalt. Kar konec koncev pomeni, da v prvem in drugem prostem treningu ekipe ne bodo dobile tistih idealnih podatkov. A na to v soboto že prva sprememba. Oblačno bo. Temperature med 19 in 29 stopinjami Celzija. Predvsem popoldne so manjše možnosti kakšnih vročinskih neviht, okrog 20%. Ampak zaradi tega, ker bo oblačno, bo zopet temperatura asfalta nižja. Lahko si predstavljamo, da namesto temperature več kot 55 stopinj Celzija bomo lahko gledali asfalt, ki bo imel temperaturo manj kot 40 stopinj Celzija, kar je zopet bistveno. V soboto prosti trening ter kvalifikacije. In seveda, to ne bi bilo tako pomembno, če v nedeljo ne bi bilo napovedano sončno vreme. Seveda, temperature zopet v tistem loku izmed 18 in 30 stopinj Celzija, možnost dežja je skorajda neobstoječa, prišel bo veter sunki maksimalno do 35 stopinj Celzija, a ker ne bo oblačno, kot ste razumeli že v prejšnjem delu, bo temperatura asfalta višja in z mehkejšim izborom pnevmatik bi marsikdo znal imeti težave. A kot običajno gre za naš prvi prispevek, kjer pravzaprav ponujamo tiste informacije, še preden se je karkoli na progi bistvenega zgodilo. Zato do same nedelje se bo lahko spremenilo še marsikaj. A za danes, za ta, recimo mu, uvod v sam dirkaški vikend, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.